Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci. V današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje vam bomo predstavili novo premiero, s katero so svoje občinstvo razveselili v kulturnem domu v Škofji vasi z naslovom Nikoli ni prepozno. Premiera komedije Nikoli ni prepozno v izvedbi gledališke skupine KUD bratov Dobrotinšek Škofja vas je v nedeljo 27. februarja privabila v kulturni dom v Škofjo vas polnoštevilno občinstvo, kar je bilo po koronskem obdobju pravzaprav presenetljivo. Gledalci so namreč pred vhodom v dvorano v vrsti čakali na vstopnice, v dvorano pa so namestili še dodatne sedeže. Domači gledališki ustvarjalci pa so se občinstvu predstavili s premiero komedije, ki jo je domači režiser Vinko Sentočnik poimenoval Nikoli ni prepozno in priredil po originalnem besedilu Pozna trgatev nemške avtorice Fernande Mühlenberg, v prevodu Marjane Geršak. V njej gledalce nasmejijo spletke premožne matere, sina psihiatra in hčere čudnega poklica. Mati se namreč odloči, da svoja zrela leta ne bo več sama preživljala. Zato preko pisem s posebno šifro spozna sebi primernega gospoda za preživljanje prostega časa. Dogajanje se zaplete, ko hči odkrije njena pisma, igra pa je polna humorja in komičnih situacij in je seveda dodobra nasmejala občinstvo. Kako pa so jo doživljali in doživeli ustvarjalcev na odru, pa nam je nekaj več povedal njen režiser Vinko Sentočnik. Vedno je človek pri eni premieri je zadovoljen. Vendar, če bi šel čisto v svojo dušo, pa svojo analizo, pa skrbirati, bi mogoče še v določenih momentih kaj spreminjal. To pa ne mislim, da bi spreminjal glede spremembe kakršnekoli dikcije ali pa odrske mizanscene ali pa karkoli, ampak določene stvari bi sigurno še spremenil in tudi druge oči, če bi gledali, bi marsikaj drugače naredili, v drugačnih mizansceni in pa spremljavi ali pa karkoli. Jaz moram reči, da s tem, kar smo mi delali, na to obliko, smo zadeli to, kar smo hoteli, kajti predvsem je meni v veselje to, da smo zadovoljili občinstvo in to je bil dokaz polna dvorana. Poleg režiserja Vinka Sentočnika, ki je zasnoval tudi scenografijo, so pri postavitvi komedije Nikoli ni prepozno še sodelovali Milena Jurgec, ki jo je lektorirala, koreografija je bila delo Sare Tamše, ki je oblikovala tudi gledališki list in plakat, natisnili so jo pri Kreartistu. Glasbo je zasnoval Franjo Oset, zvočne efekte ter oblikovanje odrskih luči sta pripravila Sebastian Kroflič in Timotej Rebernik Kroflič. Šepetavka je bila Janja Sentočnik, odrska mojstra Alojz Bincel in Jani Zagorc, fotografije pa je izdelal Jože Gabrielčič. Kaj pa je Vinka Sentočnika vodilo pri njegovi režiji te komedije? Kaj je bilo tisto osnovno sporočilo? Sicer je delo, če tako delo vzamete, je kar staro že od avtorja, kdaj je avtorica napisala nemška, je staro. Vendar jaz, ko sem delo prebiral, pregledoval noter, sem tokrat videl, da še je vedno aktualno. Kajti ta trend oziroma hrepenenje po premoženju mlajših proti staršim, mislim, da je še vedno večji, kot je pa bil nekoč. Da včasih so znali bolj živeti starši pa mlajši skupaj, da danes je pa to bolj razdvojeno. In vse več bi rad prišli čim prej do premoženja na lahek način, tako ali tako za svoje dela, starejše pa seveda starše pa spravili v nek kotiček ali pa kakorkoli bi rekli. In to mislim, da je bilo ravno to moje vodilo noter, seveda je bilo pa vodilo tudi, da sem določene stvari priredil, kajti avtorica je tukaj malo zakomplicirala določene stvari, ker je zelo veliko prehoda iz ene slike v druge slike, glede opreme, glede igralca, kako in kaj naj bo pripravljen, in tu smo mogli mi dodati zraven elemente, kjer smo lahko skrajšali ta čas, neaktivni čas smo ga mogli izpopolniti, bodi se z lučjo, bodi se z premikim in pa seveda tudi z razsvetljavo in to.
V komediji pa je posamezne vloge oblikovala igralska zasedba 5 članov dramske skupine Kut bratov Dobrotinšek Škofja vas. Osrednjo vlogo matere Otilije Ivica Kos, njenega sina psihiatra Poldeta Tomaž Kmecel, njeno hči Katarino sumljivega poklica Sara Tamše, Poldetovega sina Johnnyja Anton Marčec ter negovalca Benija Izidor Bincelj. Tudi igralci so bili zadovoljni s premiero, še posebej pa so bili navdušeni nad tako množičnim odzivom občinstva. Mi na odru, vsaj jaz lahko rečem, smo se super počutili, vse je šlo gladko, lahko rečem, in veseli smo bili, ker je bila polna dvorana. Se veste, da zdaj smo zaradi teh ukrepov pogrešali to življenje in smo bili res vsi z dušo in telesom pri predstavi in smo dali, mislim, da vse od sebe, kar smo lahko, da so bilo občinstvo zadovoljno. Mi pa tudi. Ja. Za premiero, ki se je pripravljala v takih mal konfuznih pa neobičajnih časih pa razmerah, ko nismo vedeli, bomo, ne bomo, v samem ciklusu priprav pa vaj, pa zbolel eden, pa zbolel drug, pa prestavilo se je datum, je neka taka čudna nervoza, ko ni običajna za deske, no in evo, je ratal, tako da smo zadovoljni seveda. Danes je bilo prav posebno. In sicer zato, ker smo po dolgem času imeli eno tako krasno predstavo, eno komedijo na tem našem domačem odru in ker je v bistvu bila dvorana polna in je bilo res tako neverjetno fajn. Super se mi je zdelo, no. Malo pričakoval sem več treme, na koncu je bilo kar sproščeno vzdušje, tako da super premiera, nisem pričakoval toliko ljudi, me kar presenetilo obisk. Ja, najbolj sem hvaležen za to, da smo se po dolgem času spet dobili, pa tule eno predstavo naredili za naše abonente, tudi pa za prebivalce te Škofje vasi, ker že kar nekaj časa nismo tule špilali. Občutki so pa fenomenalni, zato ker smo z ljudmi, ki že več časa sodelujemo, smo se skupaj dobili pa eno fajno predstavo naredili. In je pomembno tudi to druženje izven igre, da se predvsem razumemo, pa tudi poznamo, kako kdo špila in si potem lahko tudi kar fajn sproščen na odru. Komedijo Nikoli ni prepozno so ljubiteljski gledališčniki v Škofji vasi pričeli pripravljati že v začetku oktobra lani, saj so premiero planirali v mesecu decembru ali januarja letos. Zaradi znanih razmer pa so jo lahko realizirali šele tokrat. Kako pa je potekal sam študij predstave? Je bilo naporno, zabavno? Vsak režiser bo na koncu rekel po vsej verjetnosti, da je bilo kar naporno. Ne. Je pa tako, če ti prilično zelo dobro poznaš ljudi, utrofiš, pravilno razdeliš vloge, kar je pri nas, pri amaterjih, ker imamo zelo skromen izbor, zelo težko, ampak jaz lahko moram reči, da ti ljudi naše zelo dobro poznam in že ko pripravljam delo, razporejam vloge to, kar bojo v stanju napraviti noter. Tako da mi ni bilo težko, so pa trenutki seveda, ko je napetost, nervoza eno, drugo, kako in kaj bo, seveda jaz kot režiser si želim čim boljše, čim lažje, da bi bilo. Igralec pa seveda velikokrat, zdaj pa sploh pa mlajši pa to potegnejo po svojim, kar ni nič slabega, je zelo dobrodošlo, vendar se mora pa to ujemati s konceptom predstave. Jaz moram reči, da ni bilo tako slabo, da ni bilo hudo. Ni bilo hudo. Mi smo kar radi prihajali, bili smo vedno točni, ko smo se zmenili za dan, smo imeli, ni nihče manjkal, če je prav čas povedal. Režiser je tudi, kar je mogel, nam je tudi povedal, ne, in mi smo mogli to vzeti v zakup oziroma v našo korist, da smo potem pravilno odigrali, tako da ni bilo nič kaj težkega. No. Zdaj, iskreno rečeno, verjetno ste to že omenili, to igro smo mi že pred 12 leti dali enkrat na ta oder, v dokaj podobni zasedbi, tako da smo tudi v bistvu nekateri svoje vloge, zdaj bomo rekli, ponovili, ampak ja, je bilo pa treba na novo naštudirati, ker z leti človek malo pozabi, pa tudi sama zasnova predstave je bila drugačna, kot smo jo takrat imeli, scensko in je bilo zabavno, ja, izbralnih vaj ven, pa potem na oder, ampak smo se fino ujeli, fina ekipa, so igralci, tako da je bilo včasih kar malo naporno, ker so bolele trebušne mišice, ko smo se malo smejali na samem odru. Ne. Meni je bil zabaven, ker sem imela tako zabavno vlogo.
Ni bilo težko, fajn druščina, tako da smo se zabavali na vajah, na branih vajah že. Začeli smo že novembra, tako da je se kar vleklo, ne, pol smo vmes malo zboleli, malo prekinili, kak teden, tudi 10 dni vmes, nismo se srečali. Tako da smo že tudi malo komaj čakali, da spravimo na oder. Bilo je mogoče en mečke naporno, ko smo kar nekajkrat prestavili premiero, ne, zaradi ukrepov. Drugače pa ja, je bilo fenomenalno, zato ker z našim dobrim režiserjem pa tudi z ekipo se marsikaj naučimo, ko vadimo. Premiera komedije Nikoli ni prepozno gledališke skupine Kut bratov Dobrotinšek Škofja vas je torej v soju odrskih žarometov na domačem odru zasijala v zadovoljstvo številnih gledalcev, ki so jo spremljali, pa tudi v zadovoljstvo samih ustvarjalcev. Kakšni pa so nadaljni načrti s to komedijo, pa tudi sicer z gledališko dejavnostjo v prihodnji v Škofji vasi? Mi imamo zdaj naslednjo nedeljo reprizo, ponovitev, potem pa imamo planirana gostovanja noter. Jaz upam, da bojo gostovanja tako, ko imamo zastavljena, da bojo stekla, ker imamo kar z enim parim dramskim skupinim. Moram povedati, da naše društvo je zelo aktivno tudi v enem takšnem za ljudi skoraj nepoznane raden za nas, ki se res ukvarjamo z gledališčem, je eno neformalno druženje amaterskih dramskih skupin, predvsem za to štajerski del, pa tudi dolenjsko in pa tudi koroško noter se delno vključujemo noter. Tu je okrog 26 skupin, s katerim imamo zelo dobre stike in pa izmenjave. Predvsem nam je to zelo pozitivno, kajti prvo, kar da si lahko menjamo besedila, tekste, da si tu pomagamo, drugo, kar je pa najbolj uspešno, je pa to, da menjamo predstave. To se pravi, pridejo oni k nam, mi poravnamo vse stroške tukaj za predstavo, skupina, ki pride, poravna samo svoje stroške, enako tudi v drugem kraju. In to nam zelo omogoča znižati stroške za predstavo, ker danes stroški pa veste, da rastejo v nedogled, v nebo grejo stroški noter. In če bojo takšni stroški, tak trend stroškov noter, ne vem, kako bomo lahko sploh si privoščili gostovanje ali pa nudili gostovanje pri takšnih stroških. Ravno s tem bomo naredili. To je ta del. Drugi del je pa seveda intenzivno, jaz že drugo leto pripravljam, imam že scenarij, režijski del pripravljen za komedijo gospoda Merinca. Moram poudariti, da na to komedijo pripravljamo tudi skupno Zvezo kulturnih društev Mestne občine Celje, delavnico za igralce, režiserje. Upam, da se jih bo čim več teh ljudi udeležili, ne samo iz Celja, tudi iz širšega področja našega, kjer bomo pod vodstvom gospoda Trbovca, Damjana, pod budnim očesom, strokovnem delu, dobili osnove, kako in kaj se razporejati, pa delati predvsem mizasceno in pa analiza besedila notrne. In na osnovi tega bomo tudi mi potem v lastni režiji, režiserja seveda v pomoč kot inštruktorjem gospodu Trbovcu, da bomo mi to delo spravili pod streho po 2 letih pripravljanja. No, pravzaprav lahko rečemo, da je bilo doživetje na premieri za nas v dvorani prav pod nekaj posebnega. Lahko rečem, da je to bil praznik za celoten kraj v Škofji vasi. Toliko namreč očitno pomenijo domači gledališčniki temu občinstvu. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala, da ste bili z nami in pa prav lep pozdrav do prihodnjič.